Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Za odprtje današnje razstave Junaška preteklost Primorske ne bi mogli izbrati bolj primernega trenutka, kot je današnji dan vrnitve Primorske k matični domovini in dan teritorialnega polka prve brigade iz Ajševice, pod čigar okriljem je v letu 2016 potekala prva likovna kolonija. Nastala so izjemna dela različnih avtorjev, iskrene čestitke, tudi pripadnikov Slovenske vojske, ki po toliko letih budijo spomin na junaško vojaško preteklost Primorske. K besedi pa vabim poveljnika teritorialnega polka prve brigade, polkovnika Emila Velikonjo. Izvolite. Spoštovana gospa ministrica, spoštovani sodelavci, spoštovani umetniki, spoštovani gosti in vsi prisotni. Pripadniki teritorialnega polka prve brigade Slovenske vojske smo počaščeni, veseli, da je otvoritev razstave umetniških del likovne kolonije Junaška preteklost Primorske del današnjega praznovanja. Za nas je ta dan še toliko slovesnejši, saj 15. septembra na dan priključitve Primorske k matični domovini praznujemo svoj dan enote. Zato vsem pripadnikom teritorialnega polka čestitam ob njihovem prazniku. Mi Primorci smo se v vsej svoji zgodovini morali za mir boriti, se truditi in utrjevati svoj bit, da smo se obdržali na tem delu naše lepe domovine. Z našo likovno kolonijo smo želeli na Primorskem oživeti tradicijo slovenske in primorske junaške preteklosti skozi likovno ustvarjalnost. To nam je tudi uspelo. Likovna dela, ki so nastala pod čopiči udeležencev, poudarjajo domoljubje, spominjanje junaštva iz preteklih vojn in vendute krajev, kjer so potekali vojni spopadi. Spodbujanje likovne kulture v Slovenski vojski, kot tudi s tem, da so na koloniji sodelovali tako pripadniki Slovenske vojske, kot tudi udeleženci iz civilnega okolja, se je civilno-vojaško sodelovanje na našem prostoru dodatno okrepilo. Že do sedaj so v okviru Ministrstva za obrambo potekale različne likovne kolonije. V TERP-u, teritorialnem polku, pa želimo tradicijo teh kolonij Slovenske vojske razširiti tudi na zahodni del Slovenije. Zato smo organizirali tudi to likovno kolonijo, na kateri so udeleženci likovni ustvarjalci iz vrst Slovenske vojske, člani društva upokojencev Ministrstva za obrambo in seveda slikarji iz civilnega okolja. Vsi udeleženci so v svoji domišljiji poustvarili podobi in spomine na bogato vojaško preteklost Primorske. Da so se likovni ustvarjalci lažje spopadli z izzivom in ustvarili podobe domoljubja ter vojne oziroma zgodovinske tematike, smo jih v okviru kolonije popeljali na poglede primorskih znamenitosti. Pogledali so vsi pomnik braniteljev slovenske zemlje na Cirju, ki je na ustvarjalce naredil največji vtis, saj ga je upodobila kar tretjina udeležencev. Prve skice za slike so začele nastajati tudi v obisku Savotina in po ogledu zbirke v gostišču na Savotinu. Sledijo še ogled muzeja Prve svetovne vojne v vojašnici v Vipavi. Vtisov je bilo dovolj, tako nastala razstava, na kateri lahko občudujemo junaško preteklost od kmečkih puntov do slovenske osamosvojitvene vojne. V teritorialnem polku ocenjujemo, da je bil namen organizacije tovrstne likovne kolonije popolnoma dosežen. S tem smo med pripadniki Slovenske vojske okrepili domoljubno zavest, vojaško-zgodovinski spomin in na nek način tudi zavedanje o miru in svobodi. Izredno smo zadovoljni za udeležbo in srčni pristop vseh slikarjev k tej tako posebni tematiki. Hvaležni smo slikarji za njihov doprinos k širjenju zgodovinske zavesti in domoljubja med prebivalci in obiskovalci te naše lepe in ponosne dežele. Zahvaljujem se Ministrstvu za obrambo, ki nam je omogočilo, da razstavo postavimo tudi v prostorih Ministrstva za obrambo in verjamem, da se bo tradicija oživljena slovenskem primorske junaške preteklosti skozi likovno ustvarjalnost na Primorskem še nadaljevala. Hvala za pozornost in veliko užitkov ob ogledu likovnih del. Hvala lepa. Današnjo razstavo bo odprla ministrica za obrambo Andreja Katič, ki jo vabim k besedi. Spoštovani
poveljnik ter pripadnice in pripadniki teritorialnega polka prve brigade, pripadnice in pripadniki Slovenske vojske, umetnice in umetniki, sodelavke in sodelavci, cenjeni gostje. Danes je 15. september, državni praznik, dan vrnitve Primorske k matični domovini. Pred točno 70 leti je bila uveljavljena Pariška mirovna pogodba, ki je takratni Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji dodelila velik del Primorske. Za Slovence je priključitev Primorske matičnemu narodu pomenila ponovno oblast nad ozemljem, na katerem smo živeli in živimo Slovenci, ter, kar je nadvse pomembno, dostop do odprtega morja. Prepričana sem, da je za vse nas, tudi za tiste, ki ne prihajamo z Primorske, danes prav poseben dan. Dan, ko bi lahko rekli, da je Primorska, tako kot pravi vsem znana primorska himna, ostala Primorska, z dvignjeno glavo zakorakala v nov čas. Časi pred tem so bili za to našo sončno slovensko pokrajino res vse prej kot lepi. To so bili resnično težki časi. Že mnogo let pred drugo svetovno vojno vihro je bila namreč Primorska primorana v upor proti fašizmu in raznarodovanju. Začelo se je že leta 1920 s požigom Narodnega doma v Trstu. Rapalska pogodba, s katero je celotna Primorska, torej Goriška, Trst in Istra, z deli Kranjske in Koroške prišla pod Italijo, pa je kruto zaznamovala življenje Primork in Primorcev vse do sredine druge svetovne vojne. Izredno hud udarec za Slovence in Hrvate je bil namreč ta, da pogodba ni vsebovala prav nobene zaščite njihove narodnostne identitete. Potečevanje, ki se je torej začelo že pred fašizmom, je zmago fašistične stranke postalo državna politika. Požigi delavskih domov, prepoved razobešanja slovenskih zastav, zamenjava slovenskih in hrvaških krajevnih imen, pa tudi osebnih imen in priimkov z italijanskimi. Načrtna italijanizacija primorskih šol, iz katerih je nasilno izginjala naša slovenska beseda. Prisilno vključevanje otrok v mladinsko fašistično organizacijo. Jedro slovenstva je bilo prav na Primorskem, napademo na najbolj grob in uničevalen način. Vsemu temu ste se primorski ljudje hrabro uprli. Vedno ste bili složni in enotni. Pripravljeni ste bili žrtvovati svoje življenje za naš slovenski jezik, za naš slovenski narod. Vedno ste se zavedali, da je prava odločitev vedno le odločitev za boj na strani svoje družine, svojega doma. In skladu s tem zavedanjem ste tudi ukrepali in ravnali. Primorke in Primorci se zelo dobro zavedate, kaj pomeni slediti svojemu srcu, kaj pomeni slediti klicu domovine, ko te ta najbolj potrebuje. Zmogli ste se upreti tako leta 1921 kot leta 1941 v narodnoosvobodilnem partizanskem boju in leta 1991 v vojni za samostojno Slovenijo. Zares sem vesela in prav je, da tako pomemben praznik in obenem dan teritorialnega polka prve brigade Slovenske vojske obeležujemo tudi na Ministrstvu za obrambo, in to z umetnostjo, ki krepi duha ter nas dela močnejše. Pomembno sporočilo današnjega dogodka pa je tudi to, da razstavljena dela, nastala v Ajševci na lanski likovni koloniji Junaška preteklost Primorske, prikazujejo celotno herojsko pot Primorske. Od kmečkih puntov do prizorov in pomnikov Prve svetovne vojne, ter do pomnika braniteljev slovenske zemlje na Cerju. Dejstvo je, da je Primorska za Slovenijo zelo pomembna. Tega se globoko zavedamo tudi na Ministrstvu za obrambo in v Slovenski vojski, ki je na Primorskem močno prisotna. Od Ajševice, kjer ima sedež teritorialni polk prve brigade in kjer deluje mobilni tim šole za tuje jezike, do vojašnice v Vipavi, poimenovane po primorskem junaku in narodnem heroju Janku Premrlu Vojku, kjer se v veščinskem centru usposabljajo mladi kandidati in kandidatke za vstop v Slovensko vojsko. Od Postojne z osrednjim vadbiščem Slovenske vojske na Počku in vojašnice barona Andreja Čehovina z baterijo gonjene podpore, rodovskim bataljonom prve brigade in še z nekaterimi enotami, do vojašnice Stanislava Požarja v Pivki,
kjer deluje 45 center goseničnih bojnih vozil, ter seveda do vojašnice slovenskih pomoščakov v Ankaranu s 430. mornariškim divizionom, pomorsko komponento Slovenske vojske. Spoštovani, razstava, ki jo danes odpiramo, je likovna zgodba o Primorski, o junaštvu in junakih, o tistih, ki so se znašli na fronti. Posredno pa tudi o vseh nas, ki imamo to veliko srečo, da živimo v miru, da se lahko sproščeno in pogumno soočamo z izzivi vsakdanjega dne. Tudi zato je naša odgovornost, da spomin na vojne dogodke, ki so pretresali našo domovino, oplemenitimo z optimizmom. Dovolite mi, da tudi sama osebno povem nekaj o vaših delih. Najbolj pomembno, kar se mi zdi, ko prideš in zagledaš ta vaša dela, da ti zastane korak. Vsako delo posebej ima pomembno sporočilo in vsako delo posebej izraža ta duh, ki ga ima naša Primorska, ponosna Primorska. Iskreno vam čestitam ob današnjem prazniku in odpiram to razstavo. Hvala. Kot rečeno, je razstava tako odprta, v nadaljevanju si jo bomo skupaj tudi pogledali. Pripadnikom teritorialnega polka 1. brigade iskrene čestitke ob vašem prazniku in seveda čestitke za odlična dela, ki so nastala na prvi koloniji, naj bo to spodbuda še za kakšno naslednjo. Lep dan še naprej, da pa podkrepimo ta primorski duh, o čemer je govorila ministrica za obrambo, in glede na to, da je celoten orkester Slovenske vojske danes angažiran na državni proslavi, smo sami poskrbeli za krajši kulturni vložek. Presodite, menimo, da je to skladba, ki ta duh še podkrepi. Lep dan še naprej in srečno.